Današnje demonstracije bi naj bile proti tistim 1%. Koliko ljudi se pričakuje danes tukaj? Na socialnih omrežjih je bilo nekje prisotnih, prijavljenih okrog 200, pričakujemo več mimoidočih. Končne številke je pa težko povedati, ker po slovenskem narodu je tako, da nikoli ne veš, kdaj bo pa kdaj ne bo. Tako da ne bi rad špekuliral o nekih točnih cifrah. Demonstracije potekajo tudi po drugih mestih v Sloveniji. Je, res je, Maribor, Koper, če sem prav informiran, trenutnega števila ne vem, moram povedati, da smo se večkrat samo iniciativno vsaka organizacija po svoje zorganizirala, da bi miren shod bil čim bolj organiziran in efektiven, tako da koliko bo ljudje povsod drugje v Mariboru in Kopru bo pač odvisno, bomo pač v nekih kontaktih, da bomo lahko preverjali te številke, tudi preko live streama med drugim. Glede na to, da te demonstracije potekajo kar proti velikemu kapitalu, lahko rečemo, kateri so tisti pri nas v Sloveniji, ki bi se mogli na te demonstracije tudi odzvati? Definitivno skoraj ves narod, ti 7% so pač verjetno elita, ker pač moje osebno mnenje to politiki, pač neki finančniki, brokerji. Tako da mislim, da prizadeva, mislim, da je vključena vsa družba, se pravi pokojenci, srednji sloj, mlajši, ker je vprašljiva njihova prihodnost, tako da mislim, da vsi, skoraj vsi, pač se pravim, tisto, kar so finančniki oziroma borzni posredniki oziroma politika. Mislite, da bodo te demonstracije tudi vplivale na zdajšnje skorajšnje volitve? Prva stvar bi rad povedal, da vsaka taka demonstracija lahko pusti en pozitiven učinek mimoidočih oziroma vsak se lahko majčkeno zamisli pri sebi, se vpraša, a je sploh smotrno ali ne, kakšne so rešitve. Skratka, bo pustil definitivno en pozitiven učinek na ljudi in pa verjetno tudi na demonstracije, mislim tudi na 4. december, se pravi na volitve, se je logično, da bo civilna iniciativa mogla dobiti več glasov oziroma več ljudi bojo mogli malo več upoštevati, ker imajo res dobre in kvalitetne rešitve. V prvi meri bi sam že povedal, da želimo tukaj povabiti ljudi k dialogu, da predstavljajo svoje rešitve. Iz našega vidika so rešitve trajnostni in sonaravni razvoj, popolna transparentnost javnega sektorja in pa odprtokodni sistemi, ki bi nam omogočali pri nekem soodločanju, se pravi, da bi nekega državljana lahko povabili k nekem soodločanju k bodočim projektom oziroma, če lahko rečemo, sodi Slovenije.